Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v oddaji Vroča tema v podkastu na spletnem portalu domovina.je. Slovensko javnost so v zadnjih dnevih razburile odločitve Državnega zbora, med drugim tudi uvedba tako imenovanih privilegiranih pokojnin za posebne dosežke, s katerimi bodo nekateri dobili celo dvojno pokojnino, medtem ko običajen slovenski upokojenec dobi manj kot 700 evrov na tekoči račun in seveda mu je težko s tem preživeti ob splošni prehrambeni, energetski draginji in višanju življenjskih stroškov ter vedno novih davkih. Za 19. november je tudi zaradi tega napovedan nov in prvi letošnji velik shod upokojencev Pavleta Ruparja, ki v teh dneh praznuje prvo obletnico svoje stranke, pa hkrati tudi že 2 leti svoje civilne iniciative Inštituta 1. oktober in seveda prvega shoda, ki je bil množičen, morda celo najbolj odmeven do zdaj. Se je ta zalet izgubil ali ga lahko Pavel Rupar znova dobi? To je nekaj, na kar bo poskušal danes odgovoriti v našem studiu. Lepo pozdravljeni. Dober dan, želimo vsem skupaj. Najprej, če se dotakneva tega protesta, ki se napoveduje, 19. februar, slišim, da ciljate zelo visoko. Zdaj v zadnjem letu dni ste izgubili malce zalet, če sva iskrena. Mi nismo izgubili zalet, organizatorji pa člani stranke in društva. Morda so zalet izgubili tisti, ki so prihajali na shod. Priznati je, 2 leti je dolga doba. Veste, za upokojence to pomeni, kdo ve koliko jih je že pokojnih, ki so bili na prvem shodu. Nekateri ne zdržijo, veste, da je drago vse, tudi tak izhod ali izlet ali prisotnost na teh protestih, vendarle nekaj stane, čeprav mi pozivamo, poslužujte se javnega prevoza, ki je brezplačen, sabo prineste pa makar šilce šnopčka, pa kakšno Coca-Colo ali pa ne vem kaj, radensko recimo, ki je slovenska, ali pa kakšen sendvič, nič narobe, če so to cel dan tu. Moram pa reči, da smo še vseeno zelo zadovoljni. Mi smo iz protesta v protestu v stanju neke bojazni. Ali bo uspelo, ali bodo ljudje prišli, ali so se naveličali. Ta vlada je nora vlada. Oni ne slišijo nikogar, pogajajo se za nikomur, kar se zmenijo, ne drži ničesar in seveda ljudem s tem zmanjka nekega upanja, neke volje, ampak vseeno moram reči, decembra meseca, ko smo imeli ta zadnji shod, je bilo solidno veliko ljudi, smo bili zadovoljni. Odločili smo se, da nekaj časa pač ne bi imeli več shodov, medtem ko situacija narekuje, da počitka ne sme biti, da moramo biti vztrajni in zdaj 19. februarja ob 3 popoldne na Trgu Republike v Ljubljani nov shod, za katerega pa celo upam napovedati, da bo najmnožičnejši, največ ljudi pričakujemo. Največje doslej? Največje do zdaj, ker ne bomo več sami. Kaj to pomeni, kdo se vam pridružuje? Torej zaenkrat v nekih imenih, mi smo poslali vabila predsednikom 10-11 strank, 4 so se že odzvale, no pa ne bo skrivnost, da so odzvali zeleni, da so dali pozitivno Ljudska stranka, Slovenska demokratska stranka, mi, Glas upokojencev. Pričakujemo odgovore Nove Slovenije, Piratov, Vesne, Socialnih demokratov, tudi Hana, ker imamo en cilj, iskati skupne točke dobrega. Se pravi, vsaka stranka ima nekaj slabih stvari, nekaj dobrih stvari, mi temeljimo na tem, da najdemo skupne točke in gremo potem seveda proti vladi, ki mori pravzaprav vse. To niso žrtve samo upokojencev, vi sami vidite, včasih so to invalidi, zdaj so bili dijaki, šolniki zaradi malomarnosti, tu so na udaru delavci s plačami, zelo neprimerna, pa bom rekel sploh obsodbe vredna finta z zaposlenimi v javni upravi, tam plače spet nek blef, čistilke in te nič nimajo novega, nič boljšega. Tako da je potrebno to spodbujati, pripraviti ljudi na to, da se jim odprejo oči in seveda ali to vlado nekako pripraviti do tega, da končno nekaj naredi, časa pa nimajo več, ali pa jih enostavno odpoklicati,
zbrati dovolj podpisov in zahtevati nove volitve. No, se na nek način lahko rečeva, da vam Robert Golob in njegova vlada delata uslugo, ne, se vam iz tedna v teden nekako dajeta material, ne, za nove proteste, ampak zakaj ste zdaj ocenili, da je zdaj ta hip priložnost, da pripravite, ko sami napovedujete največji shod doslej? A mislite, ne vem, da je ljudi zajel nek moment, da so pripravljeni priti na ulice? To vsekakor drži. Medtem ko mi na vsak shod vabimo tudi vse druge, upokojenci se ne moramo deliti na leve in desne, ker lev volilec levih strank s 750 evri pokojnine je v enakem življenjskem položaju kot volivec, ki je volil desne stranke. Torej mi tu ne iščemo ideologije, iščemo skupno točko upokojencev vseh enako. Nas ne zanima vera, nekatere stranke so zanima nas, da vsi skupaj pripomoremo k temu, da nam bo malo boljše. Ja, to je bila vaša mantra že od samega začetka in zdelo se je, vsaj na tistih prvih protestih, da so vam ljudje res verjeli, ne? Da ne gre ne za leve, ne za desne. Ne? Potem pa je očitno tudi medijska mašinerija bila dovolj uspešna, da so vas osamili, da ste pač Seveda. neke vrste, ne vem, satelit Janeza Janše. Nekateri bi to tako rekli. Tudi nočem biti. A mislite, da vam ljudje lahko verjamejo, da ste vi tam za vse upokojence? Veste, da se jaz niti ne trudim toliko, da bi to ljudi prepričal v to foro. Meni je koncu vse glih. Jaz sem odkrit povedal, jaz živim precej dobro. Torej, finančni situacija, moja življenjska družina, urejeno vse, pokojnino, meni je težko povedati, da imam čez 2000 evrov pokojnine. Zakaj bi skrival? Jaz sem bil 12 let poslanec, 12 let sem bil župan, obe plači sta mi nanesti v tej dobi izračun. Sicer sem invalidsko upokojen s 36 leti delovne dobe, jaz se ne dajem zase. Meni potrebno ničesar. Jaz to delam, odkrito vam povem, za hobi. Za hobi, zato ker če bi doma ležal, ne bi bilo nič. Ko sem se še enkrat rodil po raku, po 2 embolijah iz 2 kom, sem rekel, dovolj je tega življenja mojega, bivšega. Naredi nekaj za ljudi, da bo tvoja bilanca na pogrebu pozitivna. In samo zato se dajem. Zato, da bo nekomu še dobro. Zdaj, če mi verjamete to, ali pa če mi ne verjamete, to je čist vaša stvar. Tudi ne prepričujemo ljudi, da volijo Ruparja, če bo prišlo do volitev, ali pa Glas upokojence. Če vam je Robert Golob dober, če ocenjujete, da vam je naredil kaj dobrega, volite Roberta Goloba, isto Janeza Janšo. Volite Karla Erjavca, meni je vse glih. Če pa ocenjuje ljudje, da govorim iskreno, da so naša pota, naši cilji iskreni za njih, da prepričujem ljudi, naj končno volijo sami zase, naj volijo svojo denarnico, če že ne drugega, potem je to stvar posamezne odločitve. Torej vi tukaj nastopate, kot ste sami rekli, za hobi, ampak izključno zato, da bi pomagali upokojencem priti do višjih plač oziroma do višjih pokojnin. V zadnjem času so bili besni lahko zaradi marsičesa upokojenci, med drugim božičnice spet ni bilo, ne? Po drugi strani pa zdaj že kakšnih 10 dni odmeva odločitev te koalicije, da skozi državni zbor spravi novelo zakona, s katerim se nekako ureja zakon izpred pol stoletja, da se za posebne dosežke zdaj nekako dajo dodatki. In tukaj seveda se je vnela neka močna polemika. Zdaj nekdo, ki že zdaj prejema 1500 evrov pokojnine, bo dobil še enkrat toliko, ampak večina njih, 400 tisoč oziroma 300 tisoč upokojencev, dobi pokojnino nižjo od 700 evrov. A je trenutek po vaše pravi? Trenutek za njih je pravi, ker oni iščejo še zadnji vlak, skačijo na zadnje vagone, da bi še več odpeljali tega denarja, ki je na voljo v proračunu, pa ne za vse, ampak za privilegirane. Veste, tisti umetniki, ki so že zdaj v neki, sicer ne vem, kako ocenjujejo umetnost. Jaz se ocenjujem po številu poslušalcev, gledalcev, na razstavah, recimo v gledališčih, kako uspešen je kulturnik, se seveda da to zmerati. Ne more se pa dati zmerati neka bedasta fotografija za izrezano zastavo, zato da potem tista
noseča dobi neko posebno nagrado. To ni kultura, lejte, jaz se lahko tudi zmeraj slečem pa upijem, da je tlele spodaj neka kultura. Pa to ni. Gre za to, da nimamo meril za to. Gre za to, da si med sabo delijo denar, ki jim ne pripada. In res je, 340,000 ljudi živi pod pragom revščine, ali pa rekel do 750 evrov. Pa ne dobijo se. Ob teh stroških zdaj je to revščina, bodimo iskreni. Se to sploh ni res. Vi morate takoj vedeti, da jim 15 evrov vzamejo, ukradejo za RTV, da se je podražilo na 40 evrov zdravstveno zavarovanje, ki je zdaj obvezno, da je 1% zdaj najavljen za solidarnostni prispevek. Tako, za solidarnostni prispevek, da so tudi dajatve, recimo omrežnina, ki je bila. In zdaj bom še nekaj rekel, lete, 750 evrov dobi človek na žiro račun, na TRR, ampak ko gre v trgovino kupa, tako 20% vsakega izdelka vrne nazaj. To se pravi, če potrošite celo pokojnino, vi državi takoj vrnete 20%. Realno, čisto neto dobite 600 evrov pokojnine, ker vam ostane za kaj drugega. In seveda tlele so tiste norme, ti procenti, lejte, to je tako uskubljeno, tako nepravilno, da je to tisto, za kar se mi borimo. Dajte ljudem končno toliko pokojnine, kolikor so jih zaslužili. Ne meni flauze, veste, kva so flauze, torej nakladati, imaš pokojnine, kolikor si vplačal. Popustite, koliko ste pa vplačali umetniki, kulturniki, kot ste zdaj dobili toliko več, nič niso vplačali. SPE so imeli, bili so na minimalcih, tudi Svetlana Makarovič, tudi Slabšakova in vsi ti ljudje, ki imajo te pokojnine, oprostite, kaj ste vi drugačni kot pa navadni ljudje? Kaj so ti upokojenci zdaj, pa kulturniki za dodatki na pokojnino drugačni od recimo ljudi, ki so po 40, 42 ali več let delali v tekstilnih, v železarnah, v rudnikih, recimo na cestah, gradbeništvu. Zakaj so oni več vredni? Moje življenje je enako vredno kot življenje vsakega slovenskega upokojenca. Enako vredno. Zato je ena zelo taka, rekel, naš cilj, moj cilj, da bi zagotovil državno pokojnino vsem. Vsem enako. Za začetek. Recimo, tako kot je v Avstriji, Nemčiji, ko gre človek v pokoj, dobi, ne vem, koliko imajo gor, ampak pri nas recimo vsak 300 evrov za izhodišče. To bi bilo pošteno, ker mi smo pač življenje tudi zapravili preko davkov. Mi smo cel življenje moramo plačevati davke. Tudi tisti, ki so bili morda na zavodu za zaposlovanje, ali so jih firme v stečaj, ki so šle spravljati pač v negotov položaj, ali jih niso prijavili, da so jim dajali plačo, pa niso prispevali dajatve za pokojninsko. Kaj tak človek kriv, da ima zdaj 500 evrov pokojnine? Nič ni kriv, živi pa. In življenje je enako ocenjeno, finančno enako drago za vse enako. In upravičeni bi bili do te pokojnine, plus seveda to, kar smo potem poplačevali. Tle bi rešili ogromno problemov. Bilo bi to pravično, recimo za tistega, ki ima zdaj 700 evrov pokojnine, recimo v narekovajih, 300 evrov pomeni skoraj polovico večja pokojnina, za tisti, ki imamo pa 2, pa ti kulturniki, ki imajo po 5, 6 in jaz ne vem, kdo še vse, pa ravno tako dobijo 300 evrov, to se pravi ta lestvica in razpon, med najnižjo in najvišjo se tu precej zniža. Jaz bi to zagovarjal, sprašujemo, kje pa što dobi denar. Ja, Madonna, kje ga pa dobimo za železniško postajo 172 milijonov, pa recimo za svit, kva so tili SD-jevci, ki so si potalali 80 milijonov. Lejte, denarja je ogromno. Spirit, pardon, se upravičujem, Spirit. Denarja, kolikor ga čte, samo ne gre v prave roke in ne v prave namene. Zato te pokojnine, pa te dodatki tem kulturnikom. Ja, zelo podpiramo referendum, zelo podpiramo zdaj na tem shodu, 19. februarja, bo predstavnica stranke, Slovenske demokratske stranke, spregovorila na to temo. Mi bomo to podprli. Torej, že napovedujem prvo stranko, jaz računam tudi, da bodo tam protestniki za pitno vodo v Ljubljani, tudi gospod Primc, upam, da bo Zeleni, Nova Slovenija. Lejte, zdaj sem že malo več povedal, ampak lejte, to bo množično. Morate ljudje prideti. Morate enostavno priti. Rupert tam čebelice ne poje zase.
in ne organiziramo in mečemo denar za te proteste, ki stanejo od 2,5 do 3 ure, ne vlagamo vase, vlagamo v ljudi, vaša dolžnost pa je, da pridete na protest. Vrniva se še malo k tem dodatkom, k pokojninam, ne, dodatkom za neke posebne dosežke. A so problem sami ti dodatki, a je problem, ne vem, vrstni red prioritet, ne, kaj najprej urediti v tej državi, ne. Kot sva rekla, upokojenci po 40 letih trdega dela komaj preživijo. Za to gre. Koliko takšnih je, ki pridejo k vam ravno zaradi tega? Ja, ogromno. Pa niso samo to, ta skupina ljudi. Tu imate moške, ki so bili v nekem obdobju s pokojninami na slabšem kot ženske, ki so se upokojevali isti čas. Recimo teh famoznih 57,25, dekleta pa 63 in nekaj. Ta razlika je bila spoznana kot ustavno nepravična. Ne? In so rekli, morate dobiti, to še danes ni rešeno. To še danes, teh ljudi je, teh fantov, to jih je čez, ne vem koliko, nekaj 10,000. Pa imate tu ljudi, ki recimo vdovske pokojnine. To nismo nič rešili, to samo pesek oči, še vedno ni tako, kot bi mogli biti. Recimo, če ostane vdovec, kam je šla zdaj pokojnina pokojnika? Kam gre ta pokojnina, če je ta vplačeval celo življenje, kdo ima zdaj ta denar? Pa so tu, torej, veste, koliko je problemov toliko kot je upokojencev. Vsak ima nekaj, vsak se počuti nekje prikrajšanega. No, potem se pa pojavi recimo tak zakon, da reče tam, mi bomo te pustili na mir. Ne? Sej nekako gre, 3 tedne malo kruh jejo, ta zadnji teden pa pol malo sami pečejo. Glejte, nepravilno. Tisti, ki pa že imajo te pokojnine in te dodatke, pa živijo v dokaj izobilnem življenju. To je, in to ni prav. In to ni prav. Niso si zaslužili tistega, kar bi jim zdaj ta država dala. In zaradi vseh teh težav, ki jih zdaj naštevate, so bili upokojenci venomer lahka tarča politike, ne, vsi so jim veliko obljubljali, ampak ponavadi večina njih malo dostavili. Mi smo imeli stranko, ki se je ukvarjala z upokojenci, ne, Desus, ne, klavrno je izpadel iz parlamenta, še vedno sicer nekaj brca, ampak zdi se, da ne morejo ustati od mrtvih. Imamo pa tradicionalne stranke, ki na vsakih volitvah obljubljajo, da bodo uredili te pokojnine. Ne. Zakaj mislite, da lahko vi kot interesna stranka, če to ste, nagovorite te upokojence? Komu pravzaprav po vsem tem času lahko še verjamejo? Ne? A potrebujemo to interesno stranko? Ja, seveda jo potrebujejo upokojenci. Sej, če so jih tokrat nasamarali, ne? Jaz verjamem, da jim je upanje in verodostojnost do oseb odšla nekam, ne? Ampak veste, kako je ta sistem gradil? Upokojenc, zdaj tvoja naloga je, da sediš doma v kot, da ne greš med ljudi, da greš do te prve trgovine in nazaj in gledaš TV programe. To je tvoje življenje. To ni naše življenje. In potem so se pojavili problemi, ko so rekli, zdaj bomo šli iz 70 na 62, pol bomo šli iz 62 na 57, torej, in ljudje so bili tiho. Zato, ker so jih posedili doma v take udobne fotele, gledali so televizico in to je bilo njihovo življenje. Mal vrtička, tako je rekel, da nek bivši predsednik ZDUS-a, tam imate tisto kopulco, pa dajte malo brskati po zemljišču, pa bo čisto v redu. To ni naše življenje. Veste, mi želimo živeti dolgo pa dobro. To vsak človek želi. In preden zbudite ta narod, te ljudi, ki jih je sistem posedel doma na fotelje pa na kavče, preden vi dopoveste, da je treba življenje živeti, da je treba iti ven, da je treba iti tudi v naravo, da je treba iti malo pogledati kakšne druge kraje ali kakorkoli, je dolga doba. Jaz upam, da nam bo uspelo prepričati ljudi, da si to zaslužijo. Saj so vendarle cel življenje delali. Nek bivši predsednik interesne stranke Desus, ne, je napovedoval 1000 evrov pokojnine. Ne? Tudi interesne stranke so že nategnile, po domače povedano, upokojence v preteklosti. Nategnil jih je vsak, kdo jih je hotel, ker so bili lahka tarča. Se pravi, da so bili doma, preko televizij so gledali te nove lepe obraze vseh politikov, so se smejali, upokojenci, tralala, in ko je bila ta melodija izpeta, so ostali točno tam, kjer so bili. Ampak zakaj ste pa vi drugačni? Zato, ker nič ne rabim zase. Saj meni vse gliha pridem v parlament, ne.
Nam je čisto popolnoma, veste, mi jih drugače delamo mi. Nam je važno, da imamo vpliv na pokojninsko zakonodajo. Mi se za to borimo, ker jo zdaj na Trgu Republike nimamo. Poglejte, kaj delajo. Obljubljajo, pa jemljajo, pa prav dal bom, pa istočasno še enkrat več ukrade. Lete, ljudje morajo sami spoznati, kdo jim govori iskreno in kdo želi za njih dobro narediti. Če jim je tako dobro, kot je, odpište Ruparja pa Glas upokojencev zaradi mene ta trenutek. Če jim pa ni dobro, pa če imajo neobčutek, če so dojeli, da so jih gladko vsi natignili, ja, potem pa se morajo pač odločiti, da bodo zdaj šli Glas upokojencev in šli skupaj to pot. Jaz, če v parlament pridem, ja, verjemite mi, da tega hudička še niso not videli. Gospod Rupar, bodiva iskreni, upokojenci so velik bazen volilne baze, Ja. ki jo vsi želijo nagovoriti. Ne? Želijo jo nagovoriti tudi stranke, ki ste jih vi povabili na ta protest, ki bo 19. februarja. A menite, da je lahko to iskreno sodelovanje med vami na dolgi rok uspešno? Bolj kot se bodo bližale volitve, bolj bo vsak sam nagovarjal. Skratka, a ste lahko za koga tudi ovira, če nagovorite preveč Za vse. upokojencev? Mi smo za vse ovira. Ko smo se pojavili, vsi so, lejte, kaj je naš največji uspeh zdaj v teh 2 letih protestov, da so se intenzivno začeli zgovarjati o upokojencih. Na vsem lepem so vsi začeli iskati, koliko stanejo domovi, koliko stanejo strežnice, koliko je pokojnina. Vsi so začeli govoriti o upokojencih. Upokojenci so bili leta in leta odpisan narod. Narod, za katerega so celo ocenili, da je dobro, če jim ponudimo recimo evtanazijo, zato da se jih znebimo, pa njihovih težav, pa njihovih nebuloz. Do tja še pridemo, ne? To je zdaj predlog zakona. Zmenjeno. Ampak, glejte, smo se mi pojavili, ne? To je bila panika povsod. Na vsem lepem se je zbudil Svoboda, ustanovila seniorje, skočili so v SDS, so imeli sicer urejeno po pošlihtah, ampak začeli so govoriti. Na vsem lepem so se pojavile, ne vem, druge skupine, ZDUS je začel iste fore prodajati, kot smo jih mi začeli, 13. pokojnina, ne vem, pravična odmera, še enkrat javno novo. Torej, na vsem lepem se je pojavil sindikat upokojencev, ki živ Bog ni vedel, da sploh obstaja, kaj šele kaj počne. Ampak nam je to velik uspeh. To se pravi, začela se je borba za upokojence. Tu bomo sigurno na boljšem, kot smo bili. Če smo mi ovira vsem, seveda smo jim, ker vsak je rekel, upokojence pa daj ti na to, so pa naši. Vaši kako? Ste jih kupili? So bili s podpisom pripadniki? A vi mislite, da morajo samo vas poslušati? Hkrati zelo velika volilna baza, hkrati pa zelo naivna. V glavi mi odmeva, ne vem, citat neke gospe, ki so jo posneli pred leti. Ne? Marjan Šarec bi nam že dal, če bi imel. Ne? Denarje, to so take floskole prav za naivne ljudi. Saj še enkrat pravim, če mislite, da vam je doma na kavč, pa pred prvim programom nacionalne radio televizije dobro, s 500 evri pokojnine, volite to naprej, kar imate, če vam je to življenje. Če pa začnete premišljati in pridete do tega, da vaše življenje ni samo kavč, pa tist vrtiček, pa čakati kakšen obisk, potem pa se nam morajo pridružiti. Mi želimo dati toliko, da bi ljudje vendarle malo zadihali. Sprašujem velikokrat, kdaj ste si kupili nove čevlje? So malo več vredne, pa tiste kitajske za 15 evrov. Kdaj ste šli na zadnje delati frizuro? Kdaj ste šli na zadnje na kakšen izlet? Gre pa vendarle za skupino ljudi, ne, ki ima oblikovana stališča skozi svoje življenje, ki ne vem, morda že tradicionalno za nekoga voli, ne, in to tradicijo je verjetno na stara leta toliko teže prekiniti. Ne. Imate še zaradi tega toliko bolj zahtevno nalogo, ne vem, nekega SDS-ovca ali pa SD-ovca prepričati, poglejte, zdaj pa smo mi boljša izbira, da se borimo za vas, za upokojence. Še enkrat bom povedal, mi se ne borimo za člane drugih strank. Bodite zvesti svojim pripadnikom, pa bom rekel svojim vzornikom ali svojim liderjem. Mi nobeno stranko ne bomo imeli nikogar. Je 630 000 upokojencev, ogromna baza. Glejte, koliko je neopredeljenih. Sej, volitve delajo v glavnem upokojenci. Ena stvar je tu, ki me malo žalosti. Nas se bojijo vsi.
zato nas ni na televiziji, nimate poročanja iz naših shodov, ni nas na anketah. Če slučajno glas upokojencev ali Ruparja omenjajo, pa to v nekem drugem kontekstu, ne pa v dobrem. Majčkeno me žalosti, da so ljudje še vedno nekje v strahu, nekje pripričani, potem še nekdo reče, Rupar je bil pa mal baraba svoje čase. Je ta vaša preteklost za vas obremenjujoča? Je, pa ne zame, za druge. Jaz sem jo preživel, to je moja zgodovina, sej na optimiste sem jaz kaj takega počel, čisto nič drugače po vsi ljudi na svetu. Ampak lahko je za nekoga vaša obremenilna preteklost že samo to, da ste bil član, samo to, da ste bil član recimo SDS-a, pa ne bo za vas volil, čeprav bi želel, da se nekdo bori za upokojence. Jaz sem ponosen na to, tudi vesel sem, da sem izstopil. Zakaj sem izstopil? Osebna zadeva med nami. Bil sem pa tudi zaprt. Jaz sem bil po krivici zaprt. To je zdaj na sodiščih, čakam obnovo postopka, ki se zdaj v tej vladi ne bo začela, nikakor ne. Točno vejo, kako in kaj so me zaprli. Glavni protagonist je bil zdajšen minister Sajovic. On je hotel svojo bazo tudi z Milanom Kučanom, ki ga je prišel podpreti takrat v Tržič, da bo ne vem kakšen in sploh. Jaz sem ostal brez premoženja, zaprt. Gospod je postal milijonar. Glejte, to je bila poanta vsega. Zakaj sem jaz moteč? Zato, ker sem mogoče, vem, da karizma obstaja pri meni, vem, da znam ljudi nagovoriti s preprostimi besedami, da sem tudi prepričljiv, prav v tem kontekstu, ker prvič zase ne rabim, nič drugič, pa vse eno mi je, kaj ljudje mislijo o meni. Dokler boste drugi premišljali, kakšen je Rupar, ne pa v sebi, kako živite, potem vam bo tako, kot je zdaj. Kot je pa enkrat sebe postavil na svoje mesto. Da je te rekel, prmejdoč mogoče, pa je to zdaj ena opcija, da se je ti pa mehen vendarle zavzel drugače za nas, takrat se bodo pa ljudje priključali. In mene mečkan hudo, ker je tako ogromna baza, ker imamo 340,000 upokojencev, ki nimajo pokojnine take, kot bi življenje zahtevalo, ali kot so domnevali, da jo bojo imeli, pa se vendarle ne znajo pravilno, a pa mi rekel, odločati drugače kot do zdaj. Potem pride pa en striček Milan in spet tam nekaj cla, kako bi bilo fajn, da recimo ne bi levo, samo levo. Upokojenci ne moramo samo levo. Upokojenci moramo zase gledati. Levo, desno, zase moramo gledati. No in to, kar zdaj razlagate, zdelo se je, da ste pred 2 letoma s svojimi prvimi protesti uspeli prepričati dejansko večjo bazo upokojencev, da so tja prišli, so pa zlasti osrednji mediji čakali na vsako vašo napako in jo na nek način dočakali, ko je Srebrna nit predlagala zakon o eutanaziji, ko ste njeno predstavnico primerjali s, mislim, da... Primerjal sem jo z eno nacistično osebo. A ste šel predaleč? Vam je kar žal, da ste to izrekli? Ne, nikakor. Kajti pogrom medijski je bil, ne? Ja, seveda, če pa ne rečem kaj takega, da bi bilo njim nekaj v glavi napačno ali pa nekaj narobe, pa naredijo incidente. Skoraj na vsakem protestu nekoga novinarji napadajo. Recimo smo bili pred RTV, prišla dol neka oseba, mislim, da je bila turška državljanka zaposlena na RTV-ju, da so jo napadli, kar nekaj so naredili. Nikoli, nikjer nismo dobili zapisnika, laž. Zdaj nazadnje pred parlamentom. En novinar Mladine skakal v nekega starčka tam v nos ga je slikal, v nos ga je slikal in on je rekel, nehajte mi zbrište fotografije in ga je začel zmerjati. In tega starčka so položili na tla in so rekli, na protestih Ruparjevih napadli novinarje. Pa lejte, mi živimo v lažni državi, laž, vse skupaj je neka laž. Karkoli izkoristijo proti temu, da bi ljudje še prihajali na shode, da bi ljudje verjeli v verodostojnost neke osebe. Zato, ker jim najbolj ustreza tak položaj, kot je. Imeti jih, kot sem rekel, doma zaprte, pa tretirati jih za ovce. To je njihov cilj, pa med sabo kregati. Ne samo leve, da bomo z desnimi skregani. In obratno. To je cilj in to je namen, da ta sistem obstane, ki zdaj nam vlada.
seveda izkoristil vsako mojo napako, tudi mojo preteklost bo izkoriščal vse, ampak še enkrat bom povedal. Namreč takrat so nekateri vladni predstavniki vsaj navzven kazali odprtost, da se z vami sestanejo po tej izjavi, Nikoli ni bilo. pa so obrnili hrbet. Nikoli ni bilo to res. To je bilo, mislim, da na drugem shodu. Glejte, evtanazija, Slovenija ni zrela za evtanazijo. Ni zrela. Zdaj so dali nek zakon, neka taka mila varianta, tiste prve variante, ko bi lahko, ne vem, kdorkoli odločil o ljudeh, ki ne morejo, niso sami sposobni, ali o starejših. To res lahko prihaja do hudih zlorab, lahko prihaja do nepravilnosti, predvsem tistih upokojencev, pa tistih starejših, ki imajo še svoje premoženja. Tu je največji šok. In jaz sem takrat seveda, jaz sem se podučil, kaj je evtanazija. Saj mi vse ne vemo. In potem sem videl, da so te prve stvari začeli delati v nacistični Nemčiji, ko so začeli psihične bolnike enostavno moriti, dobesedno moriti. In je bila tle neka bojazen, kaj če se to še pojavi. Poglejte Nizozemsko, Belgijo, koliko zlorab tega imajo, torej neskončno. Zdaj, kaj je to trpljenje, termin, jaz tudi Mislim, da so v Kanadi usmrtili, odkar je zakon o evtanaziji sprejet, mislim, da blizu 60 tisoč ljudi. Ja, ampak oprostite, tudi mladega fanta, ki je rekel, da trpi zato, ker ima sladkorno. Sladkorna bolezen je bolezen, ampak zdaj v času, ki ga živimo, se to da zelo lepo regulirati. Sladkorni bolniki živijo dokaj normalno življenje. Ampak fant je rekel pri 22 letih, da vse eno trpi, ker si mogel brizgati inzulin, in je rekel, jaz bi šel se usmrtiti, in so ga usmrtili. A veste, to je zloraba evtanazije. Ampak gospod Rupar, zakaj pa je zakon oziroma na referendumu, zakon o evtanaziji pa dobil podporo? Ja, lejte, je bil moment antijanšizma. Takrat to je bila velika napaka Janše, da je šel na 3 referendume takoj po volitvah. Ampak tudi posvetovalni referendum na evropskih volitvah, ko je SDS zmagal, je pokazal enako. Ja, dobro, v redu. Sem govoril tudi z ljudmi, ki pa živijo, tako kot sem rekel, doma in čakajo, kdaj bo kdo prišel do njih. Zdaj, mi moramo nekaj naše otroke osvoboditi. To moramo vsi osvoboditi. Da stari nimamo pravice zahtevati, da otroci vsak dan pridejo k nam na obisk. Nimamo, ker imajo oni svoje življenje, imajo svoje vnuke, lahko se pa z njimi pogovorimo, pa rečemo, lej, moje srce trpi, ker vas ne vidim tolikokrat, kolikor bi želel. Prosim, a pridete kdaj na obisk, ne jih čakati, ne jih preganjati. Oni imajo svojo pot življenja, lahko se zmenimo, lahko se slišimo, vse sorte, ne more pa to biti pritisk. In potem ljudje čutijo osamljenost, ker čakajo, se ne pogovorijo, čakajo in potem pravijo, kaj pa jaz imam še od tega življenja. In točno to, kar sem prej govoril, 4 stene imajo, stanovanje imajo, hišo imajo, pa televizor, in to je edini stik z življenjem in svetom za te ljudi. In potem pravijo, dolgčas mi je, zapadajo v neko tudi paniko, depresijo in začnejo razmišljati, kaj jaz sploh še delam na tem svetu. Ne pomislijo pa, da je to, kaj jih čaka izven teh prostorov. In to usveščati ljudi, pejte med narod, pejte se zabavati, pridite k nam 19. bomo čebelce pel. Ni treba poslušati nič, ampak družba je, sonce bo, zrak bo, če drugega ne, pripeljte sabo tisto, kar mislite, da je prav, in se veselite z nami. Kakšna je sporočilnost, gospod Rupar, predlaganega zakona o evtanaziji za upokojence in pokojence? Žal mi je, da je bila prvo sporočilo, upokojenci ste strošek. To mislim, da je rekel Luka Mesec, ne vem, kdo je to rekel. Ja, lejte, za nas, ne vem, kdo je rekel to, en minister. Če pogledamo, en upokojenc državo stane tolikle, državo upokojence stane nič. Se to je naš denar, si smo mi vendar vplačali to blagajno. Državo upokojenci ne stanemo nič. Zdravstvo plačujemo vsi, tudi tisti, ki so še zaposleni. Socialno oskrbo plačujemo vsi. Veste, to je, in seveda, jaz mislim, da je bilo to in namen te evtanazije zmanjšati populacijo starejših ljudi, da je to osnovni namen.
da nas je 630 res ogromno, to je tretjina Slovenije skoraj, tudi tretjina evropske populacije, nas upokojencev, mislim, da 120 milijonov v Evropski uniji, in tu se je neka ena globoka država začela pač domišljati, da je treba pač ta stare počas pospraviti, in seveda potem imate prepričevanja, kako vam je dolgčas, zapiranje v prostorov. To je ena taka zelo pokvarjena taktika, ki me spominja na neke tiste... Govorili so predvsem o trpečih, ki res več ne vidijo izhoda. Ne? Lejte, ampak imamo druge oblike zdravljenja. Pri nam v stranki imamo skupino res vrhunskih zdravnikov, ki se bavijo s tem, da lajšajo bolečine, da bi bil sprejet zakon, ki bi ljudem omogočil, ne vem, pač mirno smrt, brez bolečin, brez trpljenja. Vseeno, jaz se ne spoznam na te stvari, nisem na vseh področjih strokovnjak, zaupam pa ljudem, ki mi govorijo, pripovedujejo. Zdaj smo ustanovili odbor za zdravstvo z vrhunskimi slovenskimi zdravniki, ki pripravljajo zakon prav o oskrbi teh ljudi, da se jim lajša zadnje trenutke življenja, in ne z evtanazijo, ne s smrtjo. Veste, kaj smrt? Mi ponujemo smrt, mi ponudimo življenje. Mi dajemo ljudem možnost, da bodo živeli. Tudi če so trpeči, če so hudo bolni, če so težki invalidi, vsakmu se da življenje olajšati in ga pripeljati do naravne smrti. Jaz se bom za to boril, zato ker tudi sam hočem tako umreti. A veste, nesreče so nesreče, če bo pa trpljenje, če bo pa hudo, pa prosim otroke, prosim zdravstvo, prosim vse dobre ljudi, naredite mi, da bom umrl naravno, da bom zaspal in šel tam, kamor pač bomo šli. Na silo pa s takimi forami sem pa zelo proti. Če se vrnemo v čas pred 2 letoma, prvemu protestu je sledila ustanovitev civilne iniciative oziroma inštituta 1. oktober. Koliko članov danes šteje društvo? Društvo ima prav tistih aktivnih članov 1800, nas ni veliko, imamo pa ogromno simpatizerov. Jaz pa mislim, da tu štejemo preko 80-100 tisoč ljudi. Glas upokojencev je potem nastal bolj kot potreba, a pa spoznanje, da pač tam piskati na piščalke, pa se dreti tam v parlamentu in se nam pa smeja dol, recimo Golob pa Klakočarjeva, pa kažejo tiste neprimerne znake. Ni dobro, da je treba iti korak naprej. Od prvega dne smo imeli zelo hude ovire ljudi, ki so hoteli preprečiti ustanovitev. Tudi kasneje se je to pokazalo z istimi. Kako so vam poskušali preprečiti? Ja, za hrbtom so mi delali najožji, preprečevali druge, ne to narediti, iskali druge kandidate za predsednike. To sem zdaj šele zvedel, da kongres sam poseb je bil zelo na trhlih temeljih. Sem mislil, da sem edin kandidat, ampak v ozadju so se bojda še dogovarjali. Ampak da zdaj govorijo o nastanku stranke. Ja, govorijo o nastanku stranke. Če se vrnemo samo k društvu. Sej to izhaja vse skupaj iz ene. Meni je bilo zelo dobra ta naša pot, da mi smo to začeli res zelo spontano. Nekega dne sem napisal upokojenci, Madonca, vi ste samo doma, pa jamrali, pa stokali, pa po Facebooku lajkali, pa če kdo čez koga napisal, pa je dobil 20 lajkcev, pa je bil že zadovoljen. Pejte ven, pejte med ljudi. Takrat se je začel nek množičen premik. Zakaj je ta moment nastal? Jaz ne vem, pač tako je življenjska pot. No, in potem se nas je zbralo, največ nas je bilo, mislim, da na 4. shodu aprila nas je bilo čez 30 tisoč, te številke so realne. Potem je to začelo nekoliko upadati tudi zaradi ovir medijev. Moramo priznati, prvih 6 shodov je bilo direktno prenašanih preko nacionalne televizije, potem so pač naredili to revolucijo na RTV-ju, odstranili vse, kar ni bilo po godu skrajni levici, fašistični levici, čeprav termin ne gre skupaj, ampak vseeno to je. No, potem je to začelo upadati, ker ljudje niso bili dovolj obveščeni. No, in stvar je potem pač šla nekoliko z manjšo prisotnostjo, pa vendarle usporedno temu se začela gibanja, recimo tudi, ali pa želje
po ustanovitvi stranke. Zato ta enoletna premik recimo od prvega shoda in do ustanovitve stranke. Se pa zelo poklapa to časovno, recimo januarja prvi protest, januarja drugo leto že stranka. A ne? Zdaj imamo te manjše slovesnosti v ta namen in jaz upam, da pa zdaj je pa situacija v Sloveniji pa tudi taka, da so ljudje videli, da je na koncev zelo dobro delamo, da je zelo prav, da osveščamo ljudi, da je zelo pravilno, da preko medijev, ki so nam razpolago, tudi vaš, pa seveda te redke televizijske postaje, da nekako nas omenjajo, poročajo nam in ljudje pravijo, pa sej govori pravico, sej govori točno tako, kot tudi jaz razmišljam. Ne? Je bil od samega začetka namen ustanoviti stranko? Ne. Mene politika do nekega trenutka, odkrito povem, me še zdaj ne zanima. Odkrito povem, da me še zdaj ne zanima. Še zdaj, kar povem po pravici, velikrat se z bevo ženo zgovarjava, a bom še jaz spet v državni zbor, pa je kar ljudi moje, res jaz vam povem po pravici. Druge mogoče v sklopu tega, ja, ampak jaz bi rad pripeljal to skupino v parlament, da začne odločati o upokojencih, da začne vplivati na pokojninsko zakonodajo. Kaj bo z mano, ne vem, jaz bi rad ostal samo zdrav, pa vesel, pa tudi razpoložen, tako kot sem. Koliko pa je tistih ljudi, ki, ne vem, so vendarle z nekim zadržkom sprejeli, da iz društva počasi nastaja stranka? Koliko takšnih, ki so se bili pripravljeni prekvalificirati iz člana nekega društva v člana stranke? Zdaj v društvu so ljudje vseh strank. Tu socialni, še so neki res levičarov imamo, ampak so zelo dobri ljudje. Saj vse glišče s prepričano Dražgo še pa. Meni vse glišče ti je Milan Kučan všeč. Zelo dobro, če ti je. Ampak oni so začeli gledati, pa vse glih nimam pokojnine, pa nimam take, kot bi sem si jo zaslužil. Ne? In imamo tam ogromno število, res paleta, to je cela mavrica teh ljudi. No, stranke je pa tako. Vsaka nova stranka ima vedno manj ljudi. Ker v 30 letih se je od nas vsak že odločil, kje bo, kaj bo, koga bo podpiral, ampak kje bo član stranke. Ne? Biti član stranke je pomembna odločitev. Ne? Čeprav nekatere mika, da bi, ne vem, torej nekaj jih je iz SD-ja, so rekli, to ni prava socialdemokracija. Bolj so videli pri nas, da smo mi bolj socialdemokrati, kot pa so obstoječi zdajšnji socialdemokrati. Isto ljudje, ki so naselili ali pa ki so bili pod vplivom antijanšizma, so tudi pri nas zdaj. Rekli, jaz te ne bom nikoli več volil, ne zanima me zakaj, pravim, premislite dobro, ampak so prišli, pač vidijo pri nas neko novo pot. Čist popolnoma novih obrazov v naši stranki, ki nikoli nikjer niso bili člani drugih strank, je pa zelo malo in vsaka naslednja stranka jih ima še manj. Zato, ker pač se opredelimo enkrat v življenju, smo razočarani, gremo drugo pot, da bi bili pa v strankarskem smislu nedolžni, takih je pa malo. Ampak slišim pa, da ste aktivni, ne ustanavljate odbore po državi. Kako vam gre? Nam gre odlično. Res je, recimo samo ta teden smo ustanovili 3 odbore, se pravi Mozirje, Celje, Koper. So bili to odbori tudi prej društva, zdaj to nekako ljudi povabimo, jih vprašamo, ste za to, da se zdaj tu ustanovi odbor. V društvu imamo, mislim, da 82 odborov, stranka nekaj čez 40 odborov. V enem letu je to skoraj vsak teden en odbor. Res intenzivno delamo. Zdaj, če kdo misli, da je 3-4 tisoč kilometrov na mesec narediti za to, utopija, da je to neka laž, prosim, pridite, pa me vi voste. Zdaj se navizujem na neke očitke. Očitki so bili v medijih, da ste si izplačevali bajne potne stroške. Da si ne izplačujemo. Ampak to so, čeprav razumem, lansirali vaši člani. Ali vsaj bivši člani? To niso bili naši člani nikoli, to so bili podtaknjeni ljudje,
sem že prej govoril, so že kongres hoteli zrušiti, recimo, ne, to zdaj slišim take stvari, ampak Kako pa vam je uspelo premagati jih? sami sebe so premagali. Meni je bilo treba nič, samo tiho, biti miren, naj govorijo, niso odnehali, začeli so pisati traparije, ljudje so začeli pa to brati. In se pa se to ni to, kar ta pišejo, ne? Se to ni to, kar so učitelj Ruparju. Ne? So znali zračunati, če je kilometr 40 centov, pa če dobiš 280 evrov v celem mesecu, si kuk naredil. Torej, ljudje pa vidijo, da smo na terenu in vidijo, da delajo. Vidijo, da se trudimo tudi pri financah. Hvala vsem podpornikom, pa tistim, ki nam dajo, malo je tega. Ampak kdo so ti ljudje, ki vam želijo škoditi in zakaj? Jaz ne vem in tudi še enkrat odkrito povem, da tako je malo mar zanje, tako malo mar, da Pa vas bom izzval, ne? Šušlja pa se, ne? Da bi vas radi zrušili, ne vem, konkurenti, politični konkurenti, ki že obstajajo. Ampak to je celo življenje. Če vi mislite, da vas nihče ne ruši, stalno nas rušijo. Že ko sem se poročil mlad, so me nekateri hoteli rušiti. Jaz sem lepo ženo, seveda, vsak bi rad videl pokej Rupar, ne? Ampak hvala Bogu je tako namenjeno. Pa potem, ko sem bil v srednji šoli, pa ko sem bil župan, so me rušili, pa ko sem bil predsednik jeseniškega hokeja, moj poklon Jesenicam, so me tudi rušili. Cel življenje nekoga imate, ki skače v vas, ne? In vas hoče, zdaj zakaj to počnemo? Eni so mi bili fovš lepe žene, eni so mi bili fovš funkcije pa napredka v Tržiču, pa so pač zminirali in dobili, kar imajo. Eni so nevoščljivi po slovensko. Bili uspehov jeseniškega hokeja v zgodovini nikdar ne bo več tako uspešno. To pa vam je bil po domače povedano fovš obiska, da ste se zapeljal čez Ljubelu na Vrbo, Felden? Isti ljudje me zasledujejo. Mislim, da uživajo. Celo reporter je objavil fotografijo. Ja, seveda, odlasko v mediji pa itak, veste to. Jaz sem, če bo kdaj priložnost, bo te medije temeljito potrebno prepucati, temeljito, ker Slovenija to ne rabi. Slovenija ne rabi prepirov. To so pa mediji, ki ustvarjajo prepire, ki seveda eno stran, ne vem, Robertino, recimo, to je vse v nebesih, kako in sploh pa vsi vemo, da je poden. Vsi vemo, da je poden. In obratno, tam, ki je kjer dobrega, je treba to takoj sesuti. Pa kako ste sploh dojeli, ne vem, fotografijo vas slikanega v Vrbi, pač sej ni daleč, ne, 45 minut vožnja, pa so vas želi pa prikazati, kot da ste šli, ne vem, v Las Vegas. Ja, seveda, gotovo, Rupar zvaja. Tako neumno. In tudi komentarji in ljudje so se potem zelo dobro odzvali proti takim poskusom diskreditacije. Nekdo me je tam čakal, ne? Oni so točno vedeli, da grem tja, da bom nekje tja, on je imel pripravljen foto, torej, ali telefon, kdorko. Jaz vem, kdo to je. In seveda je čakal, da bom prišel mimo, to se pravi, so me zasledovali, ampak, lejte, jaz si želim vse dobro. Ja, če so srečni, da me je tam slikal, pa če je odlazek srečen s tistim skrpucalom, reporter, tam kva ima 24, brez vezen, ne kupujte, to je denar pečva. Če so to srečni, da to napišejo, pa jaz prav živim za to, da bodo ljudje srečni. In če ste srečni za to, da komu nagajate, ja, bodite srečni, ampak rezultata na koncu ti ljudje ne bodo imeli, nikoli. Samo še to velikrat poudarim. Če boste dobro delali, pošten, da boste delali iskreno, se ta dobrota vedno 5-krat poplača. Če boste delali za zlobo, slabimi nameni, 10-krat huj boste dobili nazaj. Verjemite, da je to iz lastnega življenja povem. Očitno ste se veliko naučili, zdaj me pa nekaj zanima, ne? Stranke rastejo kot gobe po dežju v zadnjem času. Mi imamo zdaj Fokus, gospodarsko stranko Marka Lotriča, imamo Logarjeve demokrate, imamo očitno zelo kmalu suvereniste, Dejana Kaloha, še enega bivšega poslanca SDS, ne. Ne vemo, kaj bo z SLS-om, vemo pa, da bodo imeli izredni kongres. Skratka, novi projekti nastajajo ves čas, Karel Erjavec se želi vrniti, morda bomo črtniti kakšen odstotek.
A je sploh prostor še za kogarkoli, gospod Rupar, ob vsej tej razdrobljenosti? Jaz mislim, da je situacija taka, da bomo, če bo šlo tako naprej, v 5 letih imeli 2 milijona strank. Vsak bo imel svojo, edin ne vemo, kdo komu bo podpise dejal. Pač imajo ljudje upanje. Ne? Nekateri mislijo, da so poklicani, da si pač naredijo, ustanavljajo stranke. Kakšen je namen? Namen recimo ustanovitve Karla Erjavca ni, da bi prišel v parlament. To sami vemo, da nima toliko simpatizerjev več zaradi svoje, bom rekel, bolj prevarantske preteklosti, ampak on ima namen, da mi ne pridemo v parlament. Vse te stranke imajo namen, da tisti, ki imajo možnost, ne bi prišli do rezultata, kakršnega bi dobili, če teh strančic in tega ne bi bilo. Prav s tem namenom smo mi že pred lani naredili stranko. Mi bomo do volitev imeli 3 leta starost stranke. Ne bomo stranka na ad hoc, na tisti moment v namen prevare ljudi. In jaz ne vem, naj probajo, sej lahko vsak poskusi. Ne. A se vam zdi smiselno, ne vem, povezovanje vsaj z nekaterimi? Seveda je. Jaz mislim, da je smiselno, tudi jaz si želim recimo levico, desnico spraviti na isto točko. In na levi in na desni imajo zelo veliko dobrih idej, dobrih ljudi, poštenih ljudi. Kako na isto točko, tako kot to želi Logar? Logar, zdaj za Logarja, gospod Logar, jaz ga cenim, pa nisem v življenju 5 besed spregovorila, tudi to vam povem, še celo mogoče raje ne kot pa ja. Jaz osebno malo se mi zdi, kaj je ta namen, tudi mogoče pa ne bi o tem govoril. Jaz sam želim vse dobro, tako kot vsakmu, je pa seveda premisliti treba, ali delaš dobro s tem, kar delaš. To je pa druga tema. Vse te male strančice pa jaz mislim, da ne bodo prišle niti do praga začetka volitev. So neki poskusi, so neke želje, ampak jaz mislim, da rezultata tu ne bo. Povezati pa te stvari lahko najbolj naredimo upokojenci, ker smo na levi in smo na desni. Mi jih najbolj lahko povežemo. Prav s tem namenom sem zdaj za 19. februarja povabil tako leve stranke kot desne stranke. Pridite na oder, ne imeti gor politične volilne kampanje. To že zdaj vam povem, predsedniki ali pa govorci. Vi povejte, kje imamo mi probleme, izpostavite jih, ne pa imen strank, pa kaj bo potem stranka naredila za to, da ta problem rešimo. Tega mi ne potrebujemo na shodu, potrebujemo pa poiskati skupne interese, skupno točko. In če bomo videli, da tam na tem odru 19. februarja stojijo iskreni in dobri ljudje, ja, jaz bom naredil vse, da jih povežem med sabo. Vse. Zato, ker samo tako bo lahko ljudem dobro. Ni opcija izključno desni, pa se ena druga stranka drugo kontrolira. Nikoli se ena opcija ne kontrolira med sabo. Poglejte Avstrijo, leta in leta imajo velike koalicije in leta jim gre dobro, zato ker leva kontrolira desno in obratno. Če je ta kontrola izpostavljena vrhunsko. Zakaj se niste upali stehtati na evropskih volitvah? Ne, nisem upal, denarja nismo imeli. Lejte, to vseeno stane. Veste, koliko je proračun naše stranke. Sicer smo šele lansko leto septembra, je ena banka se nas usmila, podprla TRR. Društvo dela z 22.000 evri za celo leto. S tem, da imamo in prostore, vzdrževanje prostorov. A to so donacije? To so članarine, tam je okoli 12 tisoč pričakujemo. Potem je nekaj donacij, največ so pa naši prihranki bili do zdaj. Tistih, bom rekel, ki smo bili srcem. Smo pa imeli tipe, ki so pa nam ven jemali, to je pa druga opcija, ampak o tem naj se bavi policija. V glavnem zelo skromnimi sredstvi. Tudi to, kar je shodov, ne. Vi vidite tam ozvočenje, pa vidite kakšen nastop, ki je treba malo dati sicer nekaj za prevoz, za stroške poti. Mi pridemo tam okoli 2200, tudi 3000 je že bil tak shod, ampak to recimo v primerjavi s temi velikimi strankami pravzaprav pravi drobiž. Sami veste, s kakšnimi financami pač operirajo parlamentarne stranke.
Mi donacije države zaenkrat niti enega evra še, bomo pa zdaj se probali na kakšen razpis prijaviti, zato da bomo kakšen program tudi speljali, večinoma delamo pa na prostovoljni bazi. Društvo? Kot društvo, tako je kot nevladna organizacija, ena redkih, bom rekel, ki se ne opredeljuje v levo in desno, prav za programe upokojencev. Ampak razpise pa obravnava Ministrstvo za delo oziroma denar deli mesec. Še enkrat bom povedal, če mislijo, da bodo s tem naredili nekaj dobrega, če ne bodo dali društvu Inštitut 1. oktober, ampak le izključno društvu 1. marec Nike Kovač. Če mislijo, da je za to srečni, ok, v redu, ampak verjemite, v končni fazi to je vse dobili nazaj, tako ali drugače, ne finančno, po drugem smislu, saj veste, nobena stvar ni večna, nobena stvar ni zmeraj samo v rožcah, včasih padeš globoko v blato. Bomo se pa borili, stvar je na nas, da se mi borimo, da mi rečemo, gremo, delamo, prijavimo se, upanje imamo, odločitev, če bodo koristne ljudem, če ne bodo, se bomo pa drugače potrudili. Bomo šli pa v Evropski parlament. Hvala Bogu, bom rekel, smo imeli pa na evropskih, se že prej rekel, zakaj si nismo upali zvagati tam. Mi smo podprli čist samovoljno, samo brez dogovora Zalo Tomašič in smo zadeli. Zakaj ste podprli kot upokojenci praktično najmlajšo kandidatko? Zato, ker nas je prosilo. In še so takrat bili očitki še drugih, zakaj pa mene nisi. Mene moja mati učila, lej, dobil boš kos kruha, če boš zanj ga prosil. Ne mama dej. Ne tam lej, sem odprl predal, ki je bil kruh pa rezal. Ne. Pisa so to naredil, rekla, lej, prosil ga boš. In jaz sem z tega vidika točno tako delam v življenju. Prosi pa boš dobil. Pa še ena stvar je zelo pomembna. Ko ga imaš v roki, reč hvala. Brez teh dveh prosim jih hvala. To so zlate besede, to so temelji človeškega življenja. Prosim in hvala. In točno to se mi zgodilo pri tej Zali Tomašič, pri tej mladi punci, vse ta druga je špekulacija. Prišla sta do mene z Borisom, z očetom, Pavle, sem rekel, ne denav zamera potem tam na SDS-u. Je ni bilo, Zala Tomašič je uspela, delamo programe tudi za upokojence preko Evropske unije. En tak program, ki bo evropski program, ne samo za slovenske upokojence, tudi za druge države, je evropska pokojnina. To so zdaj tudi druge asociacije prevzele to terminologijo. Evropska pokojnina pa pomeni, da vsak v državi dobi pokojnino, kakršno ima, do praga revščine, ki je pri nam zdaj 930 evrov, ajde na pamet, se pravi od 750 do 930 v Sloveniji mora pa državna blagajna dati. Druga scena je Bolgarija, recimo imajo nižje pokojnine, nižji prag revščine, oni bodo poskrbeli za tisto razliko iz svojega državnega žiro-računa. In to se mi zdi tako dobra ideja, da če to speljemo, je projekt za vse evropske upokojence v enem trenutku tudi njihova življenja in njihovo dostojanstvo rešeno. Ja, če nam to uspe, jaz sem naredil vse, kar v življenju še potrebujem narediti. Jaz tam nam prišel zraven. In kar v redu, da ne. Zaenkrat mi je dobro, če pa bo toliko ljudi zadovoljnih, da pridejo na nek ta nivo. Ja, jaz sem naredil življenjsko delo in zaradi mene potem, če mirno obrem brez evtanazije, bom presrečen. Gospod Rupar, bomo na tej točki zaključila. Hvala za vaša pojasnila in seveda veliko sreče z vašim projektom. Hvala lepa tudi vam za povabilo, veliko uspeha še naprej in jaz sem prepričan, da bomo uspeli. Hvala vam. Vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost. Spet smo skupaj prihodnji teden.